V tem videu bom lovil najbolj nevarne in eksotične živali na svetu, da bi preživel na tem zapuščenem otoku. Vsaka žival, ki jo ujamem in skuham, bo imela nevarno lastnost, ki jo bom uporabil za izdelavo svojega naslednjega orožja in lov na naslednjo smrtonosno žival. Fantje, pravkar smo pristali na zapuščenem otoku in tukaj bom preživel povsem brez hrane naslednjih nekaj dni. Ampak to še ni vse, fantje. Vsaka žival, ki jo lahko ujamem na tem zapuščenem otoku, bo postala moje naslednje orožje. Saj tukaj lovimo ene izmed najbolj nevarnih, smrtonosnih in norih živali na planetu Zemlja. In zagotavljam vam, da boste videli nore stvari. Vsak dan tukaj bomo lovili povsem novo žival. In te živali so edinstvene na svoj način. Nekatere imajo rezila, nekatere imajo nore zobe, nekatere pa bodo strupene. Sploh ne vem, če bi moral loviti te stvari. Sej upam, da ne bom umrl tukaj na tem otoku. To so predmeti, ki jih imamo v nahrbtniku za prvi dan. Tukaj imamo svojo harpuno, imamo svojo potapljaško opremo in imamo to mačeto. Kar se tiče tega, s tem ne moramo plavati tja ven. Torej, nimamo načina, da bi ubili te živali v vodi, imamo pa tudi tole zverino tukaj. Trenutno imamo napitek za hitro okrevanje. Veste, da bomo to vzeli, ko bomo čist na dnu. Ne vem, ali nam bo zmanjkalo hrane, ali se bomo poškodovali ali ranili na tem otoku, ampak recimo, da bo divje. Ta obala tukaj je popolnoma nora. Imamo lepo čudovito peščeno plažo. In potem imamo tam zunaj greben in tam se bojo živali skrivale. Vsaka od teh pokrajin bo skrivala različne vrste živali. Trenutno imamo peščeno plažo in tam zunaj greben. Torej, to so vrste živali, za katerimi bomo šli. Tiste, ki živijo v tem okolju. O moj bog, pravkar sem opazil najbolj noro stvar doslej. To je ena nora školjka. To tam je v resnici Nautilus. Ti se naplavijo na te zapuščene otoke tukaj in v resnici so živi fosili. V tej školjki živi žival. Seveda trenutno ne. In to samo dokazuje, kako odročno je tukaj. O moj bog. Se hecaš? Našli smo si Wilsona, fantje, dobesedno smo našli nogometno žogo na tem otoku. Če nam bo kasneje res dolg čas, bomo morda narisali obraz na tega tipa in nam bo delal družbo. Fantje, hitro sem opazil nekaj živali, ki so se premikale ob obali. To bi bil lahko lahek obrok za nas. Samo vzamem našo harpuno. Še sploh je nismo pripravili, zdaj jo bom napolnil. Morda jih bomo lahko ustrelili kar iz vode. Jih vidiš tukaj? Tam so veliki ciplji. Tam so. Gremo. Nate. Dobri so. Vso tisto jato sem zgrešil, fantje. To je dober znak. Saj vemo, da so tam zunaj živali, ki jih lahko ulovimo. Te niso preveč nevarne, ampak to bi bil dober obrok. Prav, fantje, zgubljam razum. Zunaj izgleda noro. Obrecimo se, pripravimo našo harpuno in začnimo loviti nore živali. V redu. Pojdimo. Imamo vodno pištolo, draga. Juhu! Poglej to. Kako ogromna je tale. Sveta Marija. O moj bog, to je noro. Prav, tega ne bomo jedli. Pojd strano tu.
Imamo neki najbolj nori živali tam zunaj. Poglejte tole tukaj. To imenujemo koralna trska, fantje. In kar naredi to žival tako smrtonosno, je njena sposobnost kamuflaže na čudovitih koralnih grebenih tam zunaj. Ima te nore barve na sebi. In to jo naredi praktično popolnoma nevidno za vse druge ribe. Imajo ta velika usta kot vedro z nazobčenimi zobmi, s katerimi se prisesajo na manjše ribe in jih nato posrkajo nazaj. Te živali tukaj v resnici ne moramo preveč uporabiti, ampak to žival bomo lahko uporabili pri jatu. Je nora, eksotična in izjemno smrtonosna. Imamo pikasto tropsko skatovko. To mora biti ena izmed najbolj norih in edinstvenih živali sploh. In kar naredi to žival tako neverjetno, je njena sposobnost kamuflaže. Ima vse te nore pike in prav to ji omogoča, da se zlije s peskom, skalami in vsem ostalim. Ampak ta del tukaj, ta rep, to je tist, ker jo naredi tako zelo smrtonosno. Ta žival ima velik trn. Zdaj poskušam biti zelo previden. Če te udari s tem, boš v hudih bolečinah. Legendarni Steve Irwin je dejansko umrl zaradi ene od teh živali. Eden mojih otroških junakov in resničen velikan Avstralije. Počivaj v miru, Steve, zelo sem ga imel rad. Tukaj v teh vodah je teh živali res velik. Ni velik plenilcev, ki bi jih dejansko lovili. Običajno so tukaj kladvenice, grebenski morski psi in vse tiste druge vrste živali, ki jih napadajo. Tako da če vzamemo enega od teh za kuhanje in ga uporabimo kot orožje za ulov več živali jutri, je to tukaj popolnoma trajnostno. In poskrbeli bomo, da ga bomo spoštovali, pojedli in razdelili vsem domačinom na tem otoku. Res bomo poskrbeli za to žival in jo nato očistili. Tega tipa vrste še nikoli nisem jedel. Odstranili bomo to bodico, uporabljali jo bomo kot orožje in to bomo raztrgali za hrano za prvi dan. Pravkar sem našel to žival naplavljeno na obali. Temu pravijo samomorilski rak. Če bi to žival zdaj pojedel, bi bil popolnoma mrtev. Nora žival. Njihova značilnost je, da ima nekako nenavadno teksturo telesa, majhne klešče, majhne noge in rahlo modvikast odtenek na vrhu oklepa. Tukaj na teh otokih je lahko zelo smrtonosno, če ne veš, kaj ješ, fantje. Moraš spoštovati naravo, ker je narava resnično končni šef. In to bomo zvedeli jutri, ko bomo lovili večje živali. Seveda s to čudovito koralno trskoko ni treba narediti veliko. Lahko jo preprosto spečemo nad ognjem in bo pripravljena za uživanje. Ampak pri tej skejti je meso dejansko na obeh straneh. Tukaj, to imenujemo krilo. Tukaj noter je ves meso. Medtem, ko se to peče, bomo lahko izdelali naše naslednje orožje za jutri, ki ga bomo uporabili za lov na noro žival. Grem ga poiskat. In samo otipali bomo, kje točno je. To je to, krila so tukaj, odstranili bomo še drugo stran, to bo pripravljeno, hitro bomo to oprali. Poglej to meso tam, kako lepo izgleda. Veselim se, da bom to poskusil. Te vrste še nikoli nisem poskusil in vsaka skejta ima čisto drugačen okus. Fantje, upam, da bo ta res dobra in lepa.
Človek, nimam pojma, kaj nas čaka jutri, fantje, ampak imamo noro orožje v tisti skejti, ki ga lahko jutri uporabimo za lov na živali. In pokazal vam bom, medtem ko bomo pripravljali to žival. Ampak najprej poberimo nekaj drv ob tej obali, naredimo lep kurišče in si privoščimo dober obrok za prvi dan. Ker jutri moramo izdelati noro orožje, fantje, in kdo ve, kaj nas čaka. Tako, gremo, vsi pišite v komentarje, da kuhamo. Tukaj na plaži bomo kuhali na ognju, zdaj moramo najti palco, na katero bomo dali ribo. Tale tukaj izgleda kar v redu. Vedno namočimo palce v vodo, da ne zgorijo. V redu. Dali jih bomo spodaj. Poskrbite, da bo ta stvar res dobro prepojena z vodo. Samo hitro bom odstranil drobovino iz te ribe. Vse to bom potegnil ven. Odstranim vso drobovino, jo speljem naravnost skozi usta. Zdaj, prav tam, ta čudovita riba je pripravljena, da gre naravnost nad ogenj. Postavil jo bom prav sem in jo pustil, da počasi kuha. To bo ena najbolj norih priprav kdajkoli. Tukaj imam svetlo rdečo ribo in potem še tole, kaj taka, pikasta, res nora na pogled. Dali bomo malo časa in medtem, ko se to kuha, bomo izdelali orožje, ki ga potrebujemo za jutri. Fantje, tukaj imamo žival. V drugih delih sveta to imenujejo leopardov bičasti sket. In lahko vidite, zakaj se imenuje bičasti sket. Saj ima ta dolg rep in dejansko ga uporabljajo, da z njim udarjajo stvari tukaj spodaj. Ma budico in to je tisti del tam, ki je smrtonosen. Ampak to bomo dejansko uporabili, fantje, ker, veste, jutri moramo ujeti neko žival s tem orožjem. Vzeli bomo ta bič tukaj in ga dejansko damo v usta. Dal ga bom naravnost pod budico. To je budica skate. Če to pride vate, boš imel veliko težav. To je skoraj kot nož z nazobčenimi robovi in, fantje, če to stvar dejansko izvlečete, bo povzročila še več poškodb. Če te udari ena od teh, je bolje, da jo pustiš v telesu in počakaš na pomoč. To bomo uporabili in izdelali bomo orožje, ki ga bomo lahko uporabili jutri. Vzeli bomo preprost palco tukaj in kup vrvi, ki jo je naplavilo. To budico bomo pritrdila tako, da se bo sama zategnila. To samo privezuješ, to postaja res čvrsto. Tukaj smo naredili nor nož, ki ga bomo lahko uporabili jutri z budico. Zdaj bomo odrezali konc tega in uporabili ogenj, da ga zažgemo, kar bo zagotovilo, da bo držal trdno. Morda to ni največja budica na svetu, ampak ta stvar je zelo strupena in izjemno ostra. Ima nazobčane robove, ki jih lahko uporabimo za smrtonosni udarec. Jutri gremo 100% na kakšno žival, v redu, riba je skoraj pripravljena. Hitro bom odprl ta kokos, pravkar sem ga pobral z enega od teh dreves tukaj. O ja, poglej ta žar. Poglejte tisto ražo. V redu, fantje. Ribe imamo prav pred seboj, zdaj se bomo lotili tega, imamo našo korano postrv, začeli bomo s tole, odlupali bomo to kožo nazaj. Moj bog, zagrabi kost tega. Dobesedno odpada od kosti. Dajmo to sprav dol, prav? Ena od teh osnovnih jedi tukaj na otoku je neverjetno sočna, bela riba z nežnim, kosmičastim mesom. Lotil se bomo tega, to je tako dobro. Ampak to je stvar, ki jo komaj čakam, da jo poskusim, ker tega še nikoli v življenju nisem poskusil. Imajo eno najbolj norih tekstur sploh. Veliko ljudi dejansko primerja z Jakobovimi pokrovačami ali jastogom, ampak dejmo temu priložnost, fantje. Okej. Ni preveč slab. Tekstura je res čudna, ima take mehne izrazke, skoraj tekstura natrgane svinjine in ima zelo, recimo, okus po školjkah. Poglejte, kot nitkasto. Če sem popolnoma iskren z vami, to ni moja najljubša stvar na svetu. Tista riba mi je bila zagotovo veliko bolj všeč. Otrgali bomo, kolikor bomo lahko, fantje, in vse pojedali, ker potrebujemo vso energijo, ki jo lahko dobimo. Saj veste, zgradili smo psihovo orožje. In to bomo jutri uporabili, da bomo premagali še bolj nore živali na odprtem morju. To zver bomo zamenjali za nekaj, upajmo, še bolj norega. Jutri se spet vidimo. Prav, nerli, gremo v vojno.
Dobro jutro vsem skupaj, danes je drugi dan. Pristali smo na obalnih grebenih, tik ob tej zapuščeni otoku in lovimo eno izmed najbolj norih živali sploh, strnom skejta tukaj. Ta žival tukaj se hrani ob obalnih grebenih tega zapuščenega otoka. Ima sposobnost, da me prereže, zaradi česar bi v vodi skoraj takoj izkrvavel. Ko ujamemo to žival, se bomo odpravili na odprto morje, da bi lovili nekaj še bolj divjega. Vzamimo naš trn sketa, pojdimo naravnost v vodo in poglejmo, če lahko najdemo psa. Gremo. Otok imamo tukaj, fantje. Vzemo svojo opremo, pojmo naravnost v vodo. Gremo. V redu, fantje, pravkar prehajamo iz tiste potapljaške odprave in bila je res težka, fantje. Pod vodo sem se počutil grozen. Ker vam še nisem povedal je, da me je včeraj skat čist spravo na kolena in sem bil ponoč popolnoma na tleh v grmovju. Ni dobro. Počutim se popolnoma izčrpan, fantje, ampak vseeno nam je uspelo ujeti ribo. To je tisto, čemur pravijo kirurgova riba in ime že samo pove vse, fantje. In to je zaradi enega repa tukaj. Imate rezila na repu, ki so zelo podobna
kirurškemu nožu. Zdaj, če bi to zadelo mojo zadnjico ali arterijo ali kaj podobnega, bom tukaj na otokih skoraj takoj izkrvavel in bom mrtev. Zdaj bomo uporabili ta rep tukaj, da ulovimo pravega morskega pošast. Ampak najprej moramo to ribo poskusiti, fantje. Odrezali bomo malo sašimija. Ne vem, kako bo to šlo. Moj imunski sistem trenutno zavrača skoraj vse, kar vstopi v moje telo. Ne bom razkril preveč podrobnosti. Poglejmo, kako nam bo šlo. To pač ni to, človek, to ni dober. Te ribe so običajno res dobre na ognju, ampak sem v življenju že jedel veliko boljši sašimi kot tega. Razlog, da smo ga vzeli, je ta, da potrebujemo to rezilo in to bomo tudi naredili. Odsekali ga bomo. Odpravili se bomo naravnost v globoko modro morje, ker nas tam čakajo oceanski velikani in moramo ujeti nekaj teh zverin. Zdaj lahko to dejansko uporabimo, da prerežemo škrge naslednje živali, ki jo najdemo, ali pa prerežemo katerokoli arterijo, zaradi katere bo ta žival izkrvavela. Res so, res zelo ostri in poskrbeli bomo, da bomo previdni z njimi. Gremo v globoko modrino. Gremo! Vreme se je poslabšalo, poglejte, kam gremo. V globoko modro morje. Ni dobro, fantje. Prišli smo iz tega lepega modrega neba, za nami, pred nami, pa je res grozno. Stvari bojo postale noro. V redu, fantje, dosegli smo globoko modro morje in ure smo se prebijali skozi tropske nevihte. Trenutno sem popolnoma izčrpan, dosegam dno. Veste, tukaj imamo rep naše kirurške ribe, s katerim upamo, da bomo jeli nekaj oceanskih velikanov. Ampak trenutno potrebujemo vso energijo, ki jo lahko dobimo, fantje, ker imamo okoli sebe nore razmere. Velike ribe, ki bodo nevarne in počutim se grozno. Zato si bomo privoščili hitro poživitev. Veste, ko bomo vzeli tole stvar, bomo ponovno rojeni. Odprimo jo in jo spimo. Gremo! Pripravljeni smo na to.
Fantje, uspelo nam je. Po vsem, kar smo dali skozi, imamo kraljevsko skušo. Videli ste, da smo dosegli dno, šli smo skozi nevihto in bil sem popolnoma izčrpan človek. Zadnjih 24 ur je bilo zame težkih, ampak fantje, tukaj imamo kralja grebena, to špansko skušo. In vidite, da uporabimo tisto ribokirurg, da dejansko prerežemo njene škrge in tako iz teh živali izpustimo vso kri ter ohranimo meso. Njihove prsne plavuti se preprosto zložijo navzdol, takole. In imajo te stvari na hrbtu, ki delujejo skoraj kot plavuti na deski za deskanje. In to jih vodi skozi greben, ter jim omogoča, da preprosto režejo skozi manjše ribe. In točno to uporabljajo, te zobe. Vidite, da so res grobi in to bo tisti del ribe, ki ga bomo uporabljali, da bomo tukaj na otoku naredili zrezke. Fantje iz domačega kraja v ozadju zakurijo ogenj in zrezki iz kraljeve skuše se bodo pekli na tej plaži, prijatelj. Gremo. Si lačen, brat? Ja. Si lačen? Tudi jaz. Zgradi veliko ognjišče. Popolno. Vsi, napišite to v komentarje. V komentarjih se že dogaja. Zadnje kuhanje kraljeve skuše bo potekalo z nekaterimi najbolj norimi orožji zadnjih nekaj dni. V redu, fantje, kaj naredite skuše tako smrtonosne? Točno to tam, tisti zobje, so nori in so v bistvu kot britvice na tej živali. Pokazal vam bom, kako lahko to razstavimo in s tem razsekamo to žival. Šlo bo naravnost dol, tik ob škrgah. Potegnite nazaj, takole. In kar sem pravkar naredil je, da sem odrezal glavo živali. Če zatakljete prste tje noter, vam jih lahko zlahka odreže. Naslednje, kar bomo naredili, je, da bomo ločali to čeljust. Pravkar smo razpolovili to glavo, fantje. Zdaj pa lahko dejansko uporabimo spodnjo stran tega, skoraj kot nož. Vidite, poglejte, kako noro je to. Tako je ostra, to je noro, zato ji damo en udarc. Ta stvar je tako ostra. Poglejte zobe, imamo čudovite zrezke skuše na plaži. Odrezali bomo nekaj lepih kosov in potem bo to pripravljeno. Dajmo jih takoj gor. Zrezki skuše se pečejo prav tam. Wow, zato to počnemo, človek. Samo malo spustimo to rešetko. Hočemo, da ribe lepo porjavijo. Vidite, da imamo lep plamen. Te ribe se bodo zelo hitro spekle, ker so lahko znotraj še malo surove. Torej verjetno 3 do 5 minut in potem bi morala biti skoraj gotova. Vzeli jo bomo naravno z žara. Hiter obrat. Oh ja. Vroča je. O ja, vroče so. O moj bog, fantje, poglejte te zrezke tukaj. Izgledajo noro. Če bi tole lahko zavohali, bi dobesedno znorel. Na zdravje, fantje. Zadnjih dni smo videli ene najbolj norih živali. Dajmo to pojesti. Španska skuša na plaži z dečkom Blue Life Waterjem. Zato živimo. Lotil se bom teh zrezkov in jih razdelil z vsemi domačimi fanti tukaj na otoku. To je bil eden najbolj norih izzivov doslej in dobil sem beljakovine, ki jih potrebujem. Imamo še več videov tukaj, če jih želite pogledati in vidimo se v naslednji epizodi. Wade Papenfuss, Offshore Tales. Ne pozabite všečkati in se naročiti.